Marko, prvo vprašanje kar za vas. Tretja nagrada občinstva, zdaj pa ne more biti več to naključje. Ja, mislim, jaz upam, da v naslednjih 50 letih, ko bodo spet organizirali kakšno tole, se bodo organizirali kakšno retrospektivo, da me bodo povabili, no. Pa me dali na kakšen CD. V zadnjih 5 letih res 3 zmage, pa očitno, da bom mogel še kakšno, če bom hotel prijeti na kakšen CD. Samo to. Nuša, najprej melodije More in sonca, na to slovenska popevka. Leto 2012 se bo vtisnilo verjetno v vas spomin kot festivalsko leto in leto slavi. Kako proslavljate te dogodke? Meni se zgleda tako vsakih 10 let ful dogaja, ne. 2001-2002 sem bila tudi zmagovalka slovenske popevke s skladbo Pesek v oči, ne. Tako da zdaj po 10 letih na slovensko popevko. Jaz sem se odločila, da bom šla uživat, ne, in ta skladba mi je to dovoljevala, da lahko uživam, da ni bila prezahtevna, čeprav ne moreš to reči, to je vedno tak festival ni kar tako, ko mogoče nekdo misli, ne, prideš, aha, Nuša Derenda, okej, dobro, prišla je spet, ne vem, pobirati nagrade ali pa ne vem kaj, ne, ampak s tem ne, ni tako, ne, ti moraš samo v sebe iti in dejansko se skoncentrirati, vaditi, ne, midva sva prvič pela duet in je bilo treba malo vaje in tako naprej, ne, ni bilo to čisto tako enostavno, tako da vesela sem, da sva prepričala gledalce, predvsem, ne. Poslušalce, ker oni so dejansko pomembni, ne. Zdaj, rekli so nama, da sva delovala zelo zaljubljena in tako naprej, ampak jaz pravim, da pevci moramo biti malo tudi igralci, moramo znati interpretirati skladbo, če ima tako besedilo, tako je in tudi glasovno mislim, da nama je zelo uspelo, sva bila zelo vesela, ko sva odpela že prvič, tako da ni nama bilo pomembno, a bova zmagala ali ne bova, ali bo kakšna nagrada, važno, da sva midva zase zmagala. Da smo se dobro počutila tudi na odru, super. Obadva sta že tu okusila slast zmage. Klasično vprašanje, kako se je recimo ta zmaga razlikovala od recimo vaše prve vaše? Ja, to pa še ne vem, ker ta zmaga je šele par minut stara, tako da ne vem točno, kako se bo razlikovala. Je pa sigurno v tem drugače, da pač nastopiš v duetu, da je že tudi to ena določena odgovornost do partnerja, s katerim poješ. In mislim, da pač meni vsakič, ko dobim neko skladbo, ki se mi zdi, da jo bom res lahko dobro odinterpretiral, sem vesel in tokrat, ko sem slišal to pesem, sem bil vesel ne samo, da jo bom lahko dobro interpretiral, ampak tudi povabila, da jo bom lahko interpretiral z Nušo Derendo, to pa tudi nekaj pomeni. Ja, kaj bi rekla? Veliko pomeni, največ pomeni. Ja, vsak festival ima svojo zgodbo, ne. Nikoli ne greš čisto neobremenjen. Je pa res, da če si bolj obremenjen s tem, ne vem, verjameš v skladbo, veš, da je dobra, ampak nisi čisto prepričan, sem pa tja. Pa če razmišljaš o kakšni zmagi ali tako naprej, ponavadi potem ne pride do tega, ne. Tako da res je fajn iti zelo dosti neobremenjen in to vse ima dejansko kot šov, kot del tvojega posla in tako naprej, ne. Tako da recimo pred dobrim mesecem, ko sem bila na MMS-u, sem imela kar velike težave z glasilkami, sem bila utrujena in tako naprej in takrat sploh nisem razmišljala sploh o tem, kako bodo gledalci to sprejeli in tako naprej in je bila zmaga, to me je presenetilo, ne. Zdaj sem rekla, zdaj ne bom se s tem obremenjevala, itak, glej, saj ne moreš zmagovati kar non-stop. Ampak, glej, evo, danes je pa spet poklopilo, tako da zdaj ne grem 10 let na noben festival več. Ne govori tega. Ne govori, jaz sem tudi laskala, rekel, da verjetno, da ne, ko sem vprašala, ampak. Je pa tako, da jaz nisem nikoli preveč preračunljiva, ne, to je res, ne. Taka sem oseba in če dobim neko povabilo, mi je težko dati košarico in tako naprej. Tako da velikokrat sem naredila tudi kaj, kar nisem mogoče čisto čutila tisti moment, pa to, ampak sem vseeno naredila. Jaz pač živim od glasbe, rada imam glasbo, rada sodelujem z različnimi avtorji in izvajalci. Tako da fajn se je pojavljati, moraš se pojavljati, moraš biti med ljudmi, moraš se pokazati, pa včasih si optimalen, včasih si dober, včasih si malo slabši, včasih se počutiš dobro, včasih se malo manj dobro počutiš, ampak to je vse del življenja in tako moraš jemati, ne. Vsi imamo ups and downs, ne. Tako da, evo,
Mogoče, ne vem, zgleda, da je to nekaj vsake 10 let, pri meni se nekaj dogaja. Zanimivo. Pri meni. Ja. Pri meni pa vsako leto, kaj? Ne, naraven ciklus je 7 let, pravijo. Ampak te malo zamuja, me pa malo prehiteva, pa smo jih vmes, da se jih skupaj najde. Zanimivo pri vaju obeh je, da imata narodno zabavno oziroma zabavno ozadje, zaledje. Ne dobiš pravzaprav nagrade občinstva kar naenkrat. Koliko v bistvu je za vami tistih nastopov, špilov po vseh raznih krajih, ki pa se potem mogoče v eni pesmi ne vidijo, ampak za vami. To je res, samo jaz pa še vseeno tako gledam, da kljub temu, da sva z Nušo vsak seveda na svoj način Slovenijo prečesala po dolgim in počez, kar se tiče špilov, ampak občinstvo skladbo, ki jim ni všeč, ne bo glasovala za tebe. Se pravi, najprej in najbolj bistveno je to, da si toliko samokritičen, da tudi če si povabljen, pa tudi če ti nek avtor ponudi skladbo, če veš, da tega ne boš mogel tako predstaviti, kakor bi rad, oziroma če čutiš, da ni to tebi pisano na kožo, je boljše reči ne, ker bo nekdo drug to boljše naredil od tebe, se pravi nekomu drugemu kradeš prostor. Čeprav je včasih težko, sploh v Sloveniji, je pa težko, ja. Ker mene so že povabili tako, da nisem imela časa veliko razmišljati. Sem rekla ja ali pa ne, pa še nisem komada poznala. Ja, to je drugo. Tudi to se zgodi, ne. Tako da potem pa moraš iti v to bitko, ne. Mislim, greš in veš, da lahko bo, lahko pa ne bo. In to se je meni tudi že dogajalo, ne. Tako da ni vse tako, ko mogoče kdo zgleda, ko sliši Nuša Deren, da ona pa itak skozi zmaguje. Ni res, ne. Vedno so tako, kakšne, recimo tako, ko so bili tudi moji osebni porazi, ne, ko mogoče drug ni slišal, ko sem bila jaz nezadovoljna in tako naprej. Tega se je tudi veliko dogajalo, ampak pač greš skozi to in rešuje me tudi to, da toliko veliko nastopam, ne, na različnih prireditvah, ne, kjer so različni profil publike in vedno znova dobivaš neko potrditev in to te potem vodi naprej in pelje naprej. Ja. Za razliko od Nuše, jaz sem včasih veliko nastopal, zdaj pa ne toliko, ampak nastopam pa na izbranih zadevah in sem takrat toliko bolj vesel teh nastopov. A pogrešate morda tisto konstantno nastopanje noč za nočjo? Ne, ker sem celo življenje zdaj malo predrugačil, tako da ničesar ne pogrešam oziroma samo uživam. Še ena stvar, faktor Matjaža Vlašiča in družine Vlašič. Pri vas se je izkazalo že na melodijah More in sonce oziroma enkrat toliko več. Kaj ima Matjaž oziroma zakonca Vlašič tisto, kar ustvari pesem zmagovalno? Jaz mislim, ena prava kombinacija skladbe, besedila, izvajalca, kako to predstavi in pač tista skladba, v skladbi mora nekaj biti tistega ljudskega ali pa tisto, kar Slovenci rabimo, no, ker težko je pravzaprav tako skladbo napisati, da bo tebi všeč, da bo dobro strokovni žiri, ponavadi od Matjaža niso najbolj všeč tekma. Zato, ker so mogoče preveč za publiko napisani, ampak moramo se zavedati, ne, da v Sloveniji, če gledamo, koliko je populacije, ki posluša narodno zabavno glasbo, ali pa neko, kako bi rekla, veliko je te glasbe, ali pa glasbo prijetno ušesom in da se s tem ne obremenjujemo, ne, ker nekateri, mislim, dobro, imamo različne profile avtorjev, ne, eni iščejo nekaj novega, malo na jazz, malo ono, tretje, ne, ampak kaj pa tisto, kar slovenska publika rabi, se mi zdi, da je nekaj, kar mora imeti neki ta skladba, tistega ljudskega, tistega, kar marsikdo reče že, nekje slišanega, ne, ampak to je pop glasba. Zakaj bi odkrivali neko Mislim, da je to bolj vprašanje za konca Vlašič. Nuša, a vas danes tudi čaka nastop oziroma bo več časa za slavje? A ne boste verjeli, grem še v Ankaran. Ne. Ja, res, na eno poroko. A ni fajn, če me povabijo na poroko. Ob enih imam tam nastop, ja. Ok, potem bomo pa spustili.